Cilj projekta je medsebojno povezovanje, sprejemanje drugačnosti in predvsem opazovanje infrastrukturnih ovir na poti gibalno oviranih oseb. Torej, naši gibalno ovirani učenci v sodelovanju z učenci osnovne šole Jurija Dalmatina in tudi z društvom Sonček se odpravijo na pot in pri tem so zelo pozorni, na kakšne ovire naletijo po tej poti do občine, ovire, ki so, bom rekla, težava za gibalno ovirane osebe, torej osebe, ki so na vozičkih. Torej, mi, ki smo, bom rekla, hodeči, tega niti ne opazimo. Torej, majhen rob, stopnica za nas ne predstavlja nikakršnega problema. Če pa je človek na vozičku, pa je lahko že majhen rob precejšna ovira pri njihovem gibanju. Ugotovitev otrok je bila, da so v občini Krško poti večinoma dobro prilagojene gibalno oviranim, še vedno pa se najde kakšna prepreka. Bil je parkiran kombi na pločniku, klopica okoli drevesa, to nas je zmotilo, zato smo mogli iti na cesto. Visoki pločniki, pa tudi za pešce je bilo pri okoli drevesa klopce, tudi za pešce zelo težko. Ja, tako da električni vozički nekako niso mogli iti okoli, so mogli iti po cesti. Tako da, ja, to se mora popraviti. Pa tudi neurejenost pločnikov, kamenčki in ostale stvari na pločnikih, pa kakšne table, ko kaj delajo, so na pločnikih in zelo zmotijo med sprehodom. Pred občino jih je sprejela podžupanja Ana Nuša Somrak, s katero so otroci delili opažanja. Če smo prisluhnili, mogoče, da so prej bili vozički, ki so bili, bom rekla, na peš pogon, seveda so električni spet nekaj drugega, ker so spet večjo širino potrebujejo. Na drugi strani pa seveda tudi preko njihovih staršev potem prenesejo iz svojega bivalnega okolja, tako da nam prenašajo te stvari. In mislim, da smo ravno zaradi tega vidika tudi pri načrtovanju Cankarjeve ulice prišli do obratnega spoznanja, oziroma smo obratno začeli in smo načrtovali najprej za pešce, kajti to so mestne ulice, ker moramo res imeti pešci in vsi spremljajoči, ki nismo motorizirani, prednost in se potem vozila prilagajajo. Kot je poudarila podžupanja, je ta akcija, ki jo ob tednu mobilnosti izvajajo že nekaj let, dobra priložnost za neposredno izmenjavo mnenj in pobud, na podlagi katerih lahko lokalna skupnost izboljšuje pogoje življenja in dela gibalno oviranih.